V tem videu ti pokažem, kako uporabljaš to predlogo za načrtovanje oziroma ustvarjanje poslovnih ciljev. Zdaj na blogu sem že pisala o teh vseh 3 kategorijah ciljev, ki jih je fino imeti za svoj biznis. Če ne veš, o čem govorim in še nimaš te predloge, te vabim, da spodaj v opisu klikneš na link, ki te bo peljal do blog zapisa, kjer najdeš podrobnosti o teh 3 kategorijah in pa link, kjer lahko snameš to brezplačno predlogo. In ko imaš to predlogo pri sebi shranjeno, se lahko lotiš načrtovanja teh poslovnih ciljev za vsako področje. In sicer področja so prihodki, prepoznavnost in pa učinkovitost. Zdaj v tej tabelici se najprej lotiš opisa oziroma ideje za cilj, kakšne vrste prihodkov lahko vse kreiraš. In recimo lahko narediš online program. Tukaj ti priporočam, da se res ne omejuješ, ampak daš čist vse ideje, ki jih lahko sprocesiraš in izpolniš vsaj to tabelico idej. Torej, naprimer, da narediš neki plačljivi online program. Potem mogoče imaš neko svetovanje, lahko ponudiš. Potem lahko ponudiš mogoče samo podporo, mesečno naročnino ali na neke produkte, ki jih mesečno pošiljaš, ali na neko vsebino, ki jo uporabnik mesečno dobi. Zdaj, če že imaš neke storitve ali produkte, potem mogoče lahko ponudiš, recimo, da imaš neko večjo storitev, lahko mogoče ponudiš samo del te storitve in jo tukaj zapišeš. Se pravi, tukaj daš čim več idej, ki jih lahko sprocesiraš. In ko imaš vse te ideje zapisane, se lotiš želje, stolpec želje. To pomeni, da tukaj napišeš za vsako željo številko od 0 do 10, kako zelo si jo želiš izpolniti. Pri tem pa odstrani vse omejitve. Pač tukaj ni omejitev, tukaj šteje samo želja, kako zelo si ti to želiš izpeljati oziroma skreirati. In recimo, da želiš online program je od 0 do 10, torej ker 0 pomeni, da si sploh ne želiš, 10 pa da je to najbolj top ideja, kar je lahko in da si res to želiš narediti, napišeš torej eno cifro. Recimo, da je online program 9, potem svetovanje, mogoče 5, podpora 5, pa mesečna naročnina, pa si želiš 9. In potem, ko izpolniš spet za vse te ideje, se lotiš izvedljivosti. To pomeni, to je stolpec, kjer ti določaš, kako je ta ideja izvedljiva. Iz različnih področij, ki so lahko finančno področje, torej moraš finančno recimo kaj vložiti, potem časovno, če lahko ti to časovno ti pride v tvoj urnik, da lahko to izvedeš ali pa pač ne, in pa vse druge omejitve, ki jih mogoče imaš. Torej, tukaj kako je ta ideja izvedljiva. Zdaj, če mogoče imaš recimo že neko veliko storitev in želiš iz te velike storitve ponuditi samo neki delček manjšo storitev, potem mogoče je ta izvedljivost zelo mogoče, ker vsebinsko že nekako imaš ta program recimo narejen, pa potrebuješ postaviti samo še pristajalno stran in narediti promocijo, naprimer. Zato spet tukaj od 0 do 10 oceniš, kako je izvedljivo. Pričem 0 pomeni, da to je skoraj neizvedljivo in 10 pomeni, da že v bistvu skoraj imaš pripravljeno. In spet vpišeš v ta stolpec za vsako idejo, torej oceno za izvedljivost. Naprimer, da narediš nek online program, izvedljivo 9, da mogoče že imaš, samo moraš jo postaviti recimo pristajalno stran in pa narediti promocijo, potem mogoče svetovanje. Še nimaš nič in je izvedljivost 3, ker se treba še vse sploh poiskati stranke, kaj bi sploh svetoval karkoli.
potem, ne vem, podpora recimo je 8, mesečna naročnina pa je mogoče tudi 9. Ali pa mogoče celo 10, da že vse imaš, da samo rabiš še to sprocesirati. Zdaj, stolpec točke vedno pustiš pri miru, to se avtomatsko sešteva in ni potrebno, oziroma ti priporočam, da tukaj nič ne urejaš. Zadnje, kar se lotiš, pa je ta stolpec KSD. Kaj pomeni ta KSD? So v bistvu cilji, kakšni so ti cilji za posamezno idejo. Ali je to kratkoročen, ali je to dolgoročen, ali je to srednjeročen cilj. Tukaj sem zgoraj ti napisala, kaj ta KSD pomeni in vpišeš samo črko. Naprimer, da narediš online program, se pravi, če je to recimo neka vsebina, ki že imaš pripravljeno in jo lahko zelo hitro procesiraš, je to lahko zelo recimo kratkoročen cilj. Potem svetovanje, želja, izvedljivost, je to mogoče neki dolgoročen cilj, ki ga mogoče vidiš nekje v prihodnosti, da bi bil izveden. Potem pa imaš podporo. Podpora, recimo, je lahko spet kratkoročen cilj, pa mesečna naročnina je mogoče tudi kratkoročen cilj. In to ponoviš spet za vse svoje ideje. Zdaj, kot lahko vidiš, so se nekatera polja obarvala s to turkizno zelenkasto barvo. To pomeni, da so te ideje najbolj primerne. Zdaj, če pri tebi ni obarvanih teh idej, niso 3 obarvane ali več, da ni dobena obarvana, potem greš po sistemu. To pomeni, da nekako želja in izvedljivost ni dovolj visoka, da bi bilo to fino se lotiti te ideje. Zato lahko na eni strani ali narediš še enkrat neki brainstorm, premisliš za nove ideje, ki bo imele torej večjo željo in pa bojo bolj izvedljive, ali pa iz tabelice pač izbereš tiste, ki imajo v tem prvem stolpcu so kratkoročen cilj, torej označene za K, in imajo največje število točk. Te ideje potem tukaj pod top 3 zapišeš. To so torej te tvoje 3 ideje oziroma 3 cilje za naslednji mesec, leto ali pač karkoli planiraš. In potem ta postopek popolnoma enak ponoviš še za prepoznavnost in pa za učinkovitost. Mogoče samo še na kratko. Zdaj, ker to ni tvoj hobi, zaradi tega so prihodki pač pomembni, ne? Ker ločnica med poslom in hobijem je ravno ta, mogoče v prihodkih, zaradi tega so ti prihodki zelo pomembni. Ne vem, tukaj lahko mogoče bi še bila, da organiziraš kakšno delavnico, svetovanje, karkoli. Pač probaj res najti super ideje, ki se ti zdijo zanimive za tvoj posel in jih potem oceniš, ali so izvedljive in pa si jih sploh želiš. Potem prepoznavnost. Če želiš te storitve nekomu potem prodati naprej, je potrebno, da je tvoj posel oziroma ta tvoja storitev tudi prepoznavna. In prepoznavnost ni nekaj, kar se zgradi čez noč, ampak potrebuje čas. Zato je fino, da usmeriš vedno tudi pozornost na to. Zdaj, kaj vse je lahko šteje ideje kot prepoznavnost, tukaj navedeš. To so lahko, kot sem že v blogu naštela za vsako to kategorijo nekaj primerov, je to lahko prepoznavnost. Da pišeš v blog in te preko bloga ljudje potem prepoznajo, spoznajo, se spomnijo. Potem seveda aktivnost na družabnih omrežjih, kot je Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest in tako naprej. Potem lahko imaš svoje novičke, kjer vsake toliko časa spomniš nase, deliš neke zanimive vsebine, imaš kakšne zanimive aktivnosti, preko katerih te ljudje spoznajo, kot so recimo lahko nagradne igre, brezplačne delavnice, brezplačna gradiva, izobraževanja ali karkoli drugega. Torej, da gradiš svojo prepoznavnost, da te ljudje poznajo in da nekako gradiš svojo skupnost tistih posameznikov, ki tvoje storitve oziroma izdelki zanimajo.
Potem pa še učinkovitost. Zdaj, verjetno si nihče ne želi v svojem poslu zapravljati čas za nekaj, kar se da avtomatizirati ali pa ni potrebno narediti ali pa se da narediti v krajšem času. Zato je učinkovitost pač blazno pomembna. To pač pomeni, da načrtuješ vse aktivnosti, ki se lahko avtomatizirajo ali delegirajo, torej da jih predaš nekomu drugemu, ali da v bistvu jih samo optimiziraš v svojem biznisu, da vse to poskrbiš za učinkovitost. Kaj to pomeni? Naprimer, če prodajaš neke izdelke in jih želiš prodajati preko spleta, imaš varianto, da imaš navadno spletno stran, kjer prodajaš izdelek. Zdaj, s tem je lahko precej veliko dela, se pravi, da nekdo kupi izdelek, ti mora na primer poslati mail. Potem mu ti pošlješ ceno, potem ti pošlje ali bo kupil ali ne bo kupil in potem mu ti pošlješ račun in potem se bla 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 bla. Je ta postopek lahko precej naporen tako zate kot za potencialno stranko. Zato je mogoče boljše, če imaš recimo postavljeno spletno trgovino, kjer je to vse avtomatizirano. Torej, da imaš spletno trgovino, kjer imaš predstavljen izdelek z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih potencialni obiskovalec najde tam in jih potrebuje, da se odloči za nakup ali ne. In lahko avtomatsko izvede tudi to naročilo in zaključi nakup. To recimo je en tak primer, kako lahko avtomatiziraš nek sistem. Potem recimo primer za večjo učinkovitost v tvojem poslu je tudi to, da imaš da ti v bistvu baza potencialnih strank avtomatsko raste. Da imaš neko zimzeleno gradivo ali pa neko zimzeleno ponudbo, seveda brezplačno, preko katere pridejo potencialne stranke, potencialni obiskovalci na tvojo spletno stran oziroma na tvojo mailing listo in potem preko tistega avtomatsko pošiljaš neke maile, ki so seveda polni informacij in prejemnika navdušijo in gradiš tam. Na eni strani si torej gradiš tukaj pri učinkovitosti, ker imaš avtomatiziran sistem in mogoče skozi te maile vodiš obiskovalca oziroma prejemnika teh novic do nakupa in na drugi strani gradiš tudi prepoznavnost. Tako, evo, upam, da ti je ta predlog všeč. Če ti kaj manjka, če kaj potrebuješ, mi lahko zmeraj pišeš na maja@namod.si. Če rabiš kakšno idejo, feedback, seveda tudi, ali pa pustiš komentar spodaj.